navezani na njo. Načeloma je fajn, če je moški zelo, zelo obseden s to žensko. Njej je to fino. Če pa to moti, potem pa pomeni, da je imel očka nek pretirano čustveno libidinalen odnos s svojo hčerko, namesto da bi, in hčerka je tako razmišljala, v otroštvu bil ta očka bolj s to mamico. Očka pa da je hotel, pa recimo pa še s hčerko je spat zvečer, pa je ljubčka da. Namesto tam imaš mamico. Mamica pa vso spremenjeno faco, z nekim cold readingom, ta mala hčerka nezavedno ve, da je mamica žalostna, ker se foter preveč z njo ukvarja, namesto tam imaš mamico. Ne? Ampak to ni bilo čist pri 3, 4 letih, ampak po mojem bolj po 6. letu, mogoče po ojdipalni fazi, ki je bila tako rekoč zaključena, in potem očka se naveličil svoje tečne babe, pa se bolj s hčerko ukvarjal in jo imel za nadomestno ženo. Brez teh incestuoznih seksualnih tendenc, ampak te malo je to motil. In pol bi ona kot deklica skozi rada fotru da povedala, ej, ne med mene to krat, tam imaš mojo mamico, z njo se moraš malo bolj ukvarjati. In pol tega, tega očetu ne more reči, tega očetu ne more reči. In zaradi te ideje, da tega očetu jaz ne morem reči, pa bom strašansko rada dopovedala, mamico imaš, ne mene. In na tem fundamentu to vrstnega mišljenja se lahko ženski v odraslosti zgodi ta preblisk, zaradi katerega se je ta ženska na mene obrla, ne, in me vprašala, še enkrat ponovim vprašanje. Kaj pomeni, če je žensko strah, da jo bodo moški pretirano imeli radi, se pretirano zaljubljali vanjo? Ja, deklica je tako razmišljala v povezavi z očetom ali pa očimom. Ne, se pravi, po neki ločitvi, da recimo še oče ni glih poznan in je ta nek libidinalni terapevt od mamice, nek moški naknadno postal očim in je dobro, bi rekel, se ukvarjal tudi s to hčerko, svojo pohčerkil jo je, ne posinovil, kako se že reče, se ni važno. Se pravi, pride nek očim in pastorka je, preveč libidinalno zapopade in ta mala nezavedno čuti. To je problem Cankarja bil. Cankar je imel tam eno fukačico, ki je imela 13, 14, 5 let, 15 let staro hčerko, ne, hčerka je pol rasla, bila 15 let stara. A ta prasica pokvarjena, Cankar je porivu, ne mamo, se pravi, uno tetico, ampak hčerko. Ne? In mi ga slavimo. In potem je zanosila hčerka pri 15 letih in je na butu v trebuh, tako da je splavila. Ivan Cankar, skodelica kave, fotra ni imel, zato ni imel moralne razsodnosti, imamo pa Cankarja dom, pa Cankarja slavimo. Ne? Ta hčerka, ne? Ok, če ne bi bilo zdaj tega zbrcanja, bi lahko v odraslosti hčerka, mislim, zdaj na to Cankarjevo 15-letno ljubico, ki je varala svojo mamo z njenim ljubimcem, z Ivanom Cankarjem, ne, ta bi lahko razvila občutek, da jo moti ali pa ne more reči moškemu, ne bi jaz več, to se ji srce trga, ne. Se pravi, ko ženska ne da očetu ne more reči, torej hčerka očetu, očimu ne more reči, hej, tam imaš mamico, mojo mamico, tvojo novo žensko, mene pusti pri miru, in mu ni sposobna reči, mogoče tudi zaradi tega, ker noče mamico užaliti. Ne? Mamica nekega ljubimca pripelje pa reče, to je tvoj novi očka,